Dober večer. Lepo pozdravljam v Mestnem kinu Domžale na, jaz temu rečem, posebni projekciji filma Čentani. Film smo konec novembra premierno že predstavljali tule v Mestnem kinu Domžale. Tik po temu, ko je bil prikazan na festivalu LIF, se pravi na Ljubljanskem filmskem festivalu, takrat so bili zraven, se pravi, režiserka Maja Doroteja Prelog, potem njen partner Blaž Muren, se pravi glavna dva akterja filma, in pa Blaževa sestra Maja Muren. Ampak, ker me je tale film nagovoril na en zelo poseben način, smo se po enem takem tehtnem premisleku odločili, da k filmu pristopimo malo drugače. In sicer, da ga ne bomo samo prikazali, da na spored, pa naj se zgodi, kar se zgodi, ampak da bomo ob tem filmu naredili 3 projekcije, se pravi prva premierna, ta je druga, ena bo sledila še januarja. In sicer, da se bomo o filmu pogovarjali zelo ciljno, na nek način skoraj terapevtsko. In s tem namenom smo danes po filmu povabili našo domžalsko družinsko terapevtko Lidijo Bašič-Jančar, s katero bova po filmu malce analizirala film, tematiko filma, odnos, ki ga prikazuje ta dokumentarc, čudovit dokumentarc, eden boljših slovenskih zadnjega časa, po mojem mnenju. Absolutno pa upam, da boste pri pogovoru sodelovali tudi vi, ker razmerje, ki ga boste videli na platnu, je zelo posebno, nikakor ni enostavno, je pa zelo, zelo intrigantno in zanimivo. Ampak da ne pokvarim preveč, vas zdaj prepustim filmu, potem pa se vam z Lidijo znova pridruživa tukaj, pa analizirava film, ne toliko z filmskega stališča, ampak bolj iz stališča odnosa glavnih akterjev, čist takega medsebojnega, družinskega, ljubezenskega, v tem smislu, odnosa kot par. Uživajte v projekciji. Predstavljam Lidijo Bašič. Se pravičujem, okej. Predstavljam Lidijo Bašič-Jančar, našo gostjo danes. Ne bom rekel, da ste uživali v filmu ali ne, definitivno se pa imamo v njem veliko za pogovarjati. Jaz bom mogoče najprej malo senzacionalistično začel. Tega nisem planirala, ampak ker je bil to moj prvi pomislek ob zaključku tega filma, mogoče z dvigom rok. Tisti, ki mislite, da sta Blaž in Maja po tem filmu še skupaj, mogoče dvignete roke. Ok? Kaj pa tisti, ki mislite, da sta šla narazen? Tudi kar nekaj, tako pol, ne, recimo. Ok, zanimivo. Lahko izdava, sta še skupaj. Jaz sem to zvedel kasneje, pol, ko je bil film dejansko predstavljen, tudi tukaj pri nas, ampak najprej na LIF-u. Ampak jaz sem bil prepričan, da sta šla narazen. Aha, no jaz sem pa kar bila prepričana, da sta še skupaj. No, vidiš, ti imaš ful več upanja v to, jaz sem pa sodil samo po filmu, ne, in nisem znal, jaz Blaža in Majo sicer poznam, ampak v drugih kontekstih, pa dolg časa se nismo videli, pa tako naprej, ne, sem si mislil res, to je moglo biti konc, kdo lahko v takem razmerju ostane skupaj. Zato mogoče, in tukaj publiko seveda povabim, da sodelujete pri debati, pa povete svoje mnenje, bi najprej Lidijo vprašal, kako ti ocenjuješ to njuno razmerje. Lidija je namreč družinska terapevtka, njene kolumne lahko berete v Slamniku, na Domžalcu, se pravi, zelo pišoča oseba, ki zelo veliko stvari ven pravzaprav, na papir, ampak zdaj pa se bomo njih še pogovarjali, ampak ne v taki zaprti skupini, ne, ali pa v taki terapiji z samo enim parom ali pa za posameznikom, ampak dajmo to ven. Se pravi, tvoj pogled na njuno razmerje. Hvala za povabilo. Ja, tako kot smo videli, je odnos res težek, ne? Na momente zelo boleč, dinamika je težka. Od jeze do psihičnega nasilja, do potem na drugi strani krivde, odigravanje te dinamike.
Seveda, to poganjajo neke travme, to smo tudi vmes videli, neke vzorce. Na momente pa seveda tisto, kar nam da neko upanje, pa je, da sta bila sposobna ali pa zmožna tudi neke ranljivosti. Čeprav je ta ranljivost, potem, ko sem res razmišljala, kje so te delčki pa koščki ranljivosti, jo ni toliko zelo veliko. Ena, mogoče tista, ki mi je najbolj ostala, strani Blaža zdaj govorim, je bilo tist moment, ko je prišla sestra na obisk. Tam je pokazal neko ranljivost. Pa še vmes pol tudi malo. Ampak zelo hitro gre ta ranljivost potem v neko jezo, bes, rečemo temu nasilje, psihično tudi, moramo le ločiti to dvoje. Tako da ja, je težka dinamika, no. Mogoče, tako kot sva prej, ko si rekel, sem prepričan, da sta šla narazen, jaz sem kar jih videla skupaj, mogoče tudi to, kar veliko teh parov dejansko vidim, pa vidim tudi to, da se da iti čez to ne pomeni, da kar nekaj ustrajaš, nekaj brez veze, pa kar bo pa bo. To pomeni, da je treba res iti čez to, čez določene vzorce, predelati travme, se zavedati občutkov, teh bolečih, to se pravi jeza, bes in tako naprej, je na površini. Od spodaj so pa ti občutki prezrtosti, ponižanja, razvrednotenja in tako naprej. In če se dotakneš teh spodnjih občutkov, potem greš lahko naprej. Če se pa sam tam gor vrtiš, pa ne moreš. A si imela občutek, se pravi, idejo za film je dal Blaž, se pravi, to je bil njegov način, na nek način pokazati, da je on zdaj v redu, da je vzdravel, čeprav, ko smo imeli premiero konec novembra, priznava, da seveda nikakor ni tak, kot je bil prej. Tega se zaveda, zelo dobro zaveda. Ideja je bila njegova, ampak film je pa do konca kljub vsemu Maja pripeljala, kot režiserka in na nek način kot glavna akterka noter, in tudi njo vidimo v takih zelo iskrenih trenutkih te stiske. Meni se zdi zelo pogumno, da daš tak izdelek, tak film ven, se pravi v javnost, se pravi, da nekaj tako globoko svojega pokažeš ven, ampak vsi ne nazadnje to vsi filmski ustvarjalci delajo. A je to skozi medij dokumentarca, kjer samega sebe, v tem primeru samega sebe ven spraviš in pač se daš na ogled pravzaprav, pa na debato, tako kot midva zdaj govorijo o njih, to je pravzaprav namen tega filma, po mojem mnenju, ali pa to počneš skozi, igrani film, ker nekaj druga čustva daješ ven. A se ti zdi, da mogoče je tudi, Blaž je tukaj na nek način v filmu kot opozovan, on je subjekt filma, on je tisti, ki skuša, vsem, ki so preboleli levkemijo, da tudi upanje, gledajte, se da, tudi to je ena zelo močna komponenta filma. A je iz te travme pravzaprav, kot je recimo to, da hudo zboliš, skoraj umreš, se potem na nek način skoraj znova rodiš, se pravi, zaživiš kot neko normalno življenje, a iz tega pridejo seveda problemi med enim parom, kot sta one dva. Kakšne so tvoje izkušnje tega in kako se normalno to premaguje? Ja, ena taka izkušnja, kot je bolezen, lahko pa tudi kaj drugega. Saj v življenju imamo različne izzive ali pa različna obdobja težka ali pa dogodke ali karkoli. In se mi zdi tako zanimivo oziroma tako, kako lahko ena taka stvar, en tak dogodek odpre pri človeku pot eno krhkost odpre, lahko. In pa seveda ranljivost pol iz tega ven, ali pa druga varianta, da pa odreagiraš po nekih ustaljenih vzorcih, ki jih lahko poganja travma, in so boleči za recimo tistega človeka in tudi za vse ostale okrog. To se pravi, dve možnosti sta, ali greš v to,
ali ti v tebi res prebudi to krhkost ali pa to ustaljeno pot, no. Tako. Največkrat je tako, no. Zdaj, od česa je zdaj to odvisno, kaj bo, a ne, je pa seveda tudi malo od tega, koliko si človek ali dopusti to, ali koliko je pripravljen, koliko zmore, a ne, tudi z različnih, a ne, vzrokov. Je pa zagotovo težko iti čez to, sploh mislim taka izkušnja. Bom tako rekla, kaj je Blaž rekel, saj ne veste, kako, če niste šli čez to, a ne, lahko je biti pameten, ampak dejansko, kdor ni šel, je res težko, mislim, lahko začutimo, ampak težko pa to. Ampak saj, a ni namen nekega odnosa raven to, da si skupaj, ko je težko in tudi takrat, ko je lepo, smo i takrat skupaj, ne, ko je pa težko, pa ko se življenje zakomplicira, pa ni toliko težko, toliko lahko biti skupaj, ne, ali pa vstati, ali pa iti čez to, ampak namen pa zagotovo je, da se stojimo ob strani takrat, ko so težke stvari, no. A misliš, da nima že sam proces tega, da sta mogli iti skozi ta film, skozi snemanje, za katerega vemo, da je bilo mučno. To je eden redkih filmov, pa zdaj tako malo z vicom povem to, kjer dejansko glavni protagonist reče, da bo ta Biček, ne, Rok Biček, producent filma, dobil svoje, ne, je zelo referencialno pravzaprav, ne, ga tudi producenta, ki tudi poznam, je zelo brezkompromisen producent, tudi ustvarjalec, režiser, ne, bolj brezkompromisnih, tudi po njegovih filmih je to zelo jasno, da bo dobil svoje, ne, ampak a sta ona dva že skozi to, da sta snemala film, da sta šla v to, že na nek način predelovala to njuno razmerje. Kako veš, tako iz terapevtskega stališča, ne? V bistvu, ja, sta se dala na preizkušnjo, za katero sta vedela, da lahko, ja, se tudi ne bo lepo končala. Ja, nepredvidljivo je bilo verjetno, ne, saj tako kot odnos, ti nikoli ne veš, kaj, ne moreš predvideti, odnos je pač taka živa stvar, ti ne moreš, ne, predvideti, kaj bo, pa kako, pa da boš vse načrtoval. In tukaj pa tudi, nek izziv ima verjetno že bil, da sta šla v to. Zdaj, kaj bo pa to prinesel, pa zagotovo nista vedela ali pa načrtvala. In tako, kot pač v odnosu je prišlo, ne, so prišli te težki občutki, boleči, prezrtost, ne, pri Maji se velikokrat to začuta, ne, kako ima te občutke zapuščenosti, osamljenosti, prezrtosti, ne, in se pol soočati s tem. Ja, lahko, da je bilo to tudi terapevtsko na nek način, no? To snemanje tega dokumentarca oziroma filma. Pa bom rekla, upam, da je bilo, no? Ja, zelo dober zaključek pravzaprav. Kot sem jaz razumel, tako ste tukaj tudi razlagali, one dva, se pravi, je Blaž bil pobudnik in je bil subjekt, potem pa, ko je bil film posnet, je pa v bistvu vse prepustil Maji. Se pravi, da je Maja montažo delala in je na nek način seveda tukaj predstavlja tudi svoj pogled, ne. Ampak meni se kljub vsemu, ne vem, nekaj odzadaj se mi zdi, da ona kljub vsemu se mi zdi, da ni povedala vsega. Kljub temu, da ona pripoveduje o tem odnosu, da je iz njene perspektive pravzaprav obravnavan, ampak a imamo še kaj, kar bi lahko v tem odnosu od Maje dobili, kar bi lahko ona več povedala, se bolj razkrila? Ker ona v resnici zelo enostransko skoraj razlaga o odnosu z pač Blažem, ne? In vso to situacijo, ki sta jo doživela. Si ti pogrešala mogoče tudi ta, mogoče en dodaten del njene zgodbe? Ja, mogoče, tako ko razmišljam, na momente je mogoče tak občutek, da malo manjkajo stvari, ne? Neki koščki, z nekimi koščki nam postreže, a ne? Pa malo zmanjka pol, kako sta govorila o tem, ali nista, recimo zdaj konkretno imam v mislih te teme, ki imaš občutek, da se jih nista dotikala, ne? Recimo, ne vem, tisti splav je bil, pa razhod je bil, pa potem ta neplodnost je bila, pa te stvari. A sta se dotikala teh tem, ali je bilo to tabu, ali kako sta šla čez to? Tudi pol na koncu nas kar malo pusti, ne, s temi pač občutki
težkimi, no, zaključek je malo težek, no, mene je malo pustil tako, da ne veš, kaj zdaj s tem bliha, ne, narediti. A je šlo to naprej, ali ni šlo, ali je kar sama s tem ostala, ali je to predelovala kar sama zdaj, ali ne, ker bolj, ko se film bliža koncu, več je tega, sploh tam, ko je čisto do vrha pride, ne, veliko je tega psihičnega nasilja dejansko, ne. In on vse na sebe vzame, ne, vso krivdo in vse in za njegovo jezo in kaj bi še lahko naredila, saj ne moreš nič narediti. Nič ne moreš narediti namesto drugega, ne, tudi ne moreš vzeti stvari, ki niso tvoje na svoje, ne. Tako da ja, mogoče je malo manjkalo tega še malo več te vsebine, te živosti, tako no, kaj dejansko se je dogajalo, no. To bi mi mogoče manjkalo, ja. Kako bi recimo, ti si se tudi z Majo pogovarjala sicer, ne? Te je poklicala, pa je rekla, da je tudi hodila na terapijo, ampak recimo, kako bi se ti kot terapeutka približala in lotila enega tacga para, kako začneš? Zdaj, vem, da tukaj brskam po eni taki zelo intimni stvari, pa mogoče ena taka stvar, ki je ostane pri vas za vrati, ampak en tak čisto osnovni princip, rekel, šolski princip, kako se lotiti takega para, kot je prikazan v Čantani. Zdaj, če bi one dva skupaj prišla kot para, ne, da bi pač poskušala pač predelovati stvari oziroma z namenom verjetno groznih številnih konfliktov in vsega tega. Zelo hitro bi mi bilo verjetno jasno, da je treba na nek način ustaviti te izpade, te močne afekte, a ne, ker enostavno, če se to ne ustavi, ne moreš delati, tako kot neko nasilje, ne? Če nasilje ne ustaviš, ne moreš delati, ne, naprej. Zdaj, kako se to ustavi, to tudi ni tako enostavno, ne. Zdaj, travma, ki je v otroštvu, poganja nasilje, največkrat je tako, mislim, vedno je tako, no. Pri njemu je bilo to predvidevano, da je bilo neko psihično nasilje strani očeta, in da je on potem to ponotranil in zdaj to projicira direktno pač na tisto osebo, ki ima v bistvu najrajši, in to je ona, ne. Tukaj sta pač ta izogibajoči par, pomeni, da konfliktnost, ponižanje, razvrednotenje, vse to ima onemogoča, da prideta skupaj v stik, v povezanost, v odnos, kjer je veliko varnosti, sočutja, empatije in tako naprej, ne. In je treba počasi odstirati, ne, to se pravi primarne izkušnje, tudi pri njej, ne, ona gre pa v to krivdo, to se pravi, je pa krivda, bom rekla, obramba pred stikom, pa pred ranljivostjo, ne. Primarne izkušnje odkrivati, kjer je jedro, ne, in potem počasi povezovati v ta njun odnos, ne, da se počasi vzpostavi sploh varnost, ne, da je varno se približati, govoriti o teh občutkih, ko sem prej rekla, spodja, ne. In zato terapije pač niso glih prijetna stvar, ne, ker le o teh stvarih govoriti nismo glih niti navajeni, niti ni enostaven, a ne, vse skupaj spet začutite, ker si že to, rečemo, da očes, a ne. Ja, in tako se potem ta proces odvija, ne, počas odstiraš te plati, da prideš do teh pomembnih vsebin, da lahko predelaš. Predelati pomeni, da ti potem imaš nadzor nad, rečemo, temi občuti, ne afekti kot afekti nad tabo, ne. Da lahko uravnavaš svoja čustva, ne da čustva uravnavajo tebe v smislu besa, jeze, tako naprej. Dobro, pri Blažu je ta travma še pripomogla, ker je bil zelo osredotočen na to, v bistvu premagovanje samega sebe na nek način, ne? Pa dokazovanja samemu sebi, da še lahko, da je vzdravljen na nek način, ker je dal res grozno obdobje čez. Pa, kar sem pa hotel vprašati, pa je, ali opaziš tukaj, recimo, ko delaš terapijo, ker nekaj je
dati ven te stvari, ki si rekla, te travme, predelovati skozi njih, ne? Zdaj, odvisno, eni so to bolj sposobni narediti, eni manj, ker je to zelo veliko samorefleksije, pa samospoznavanja potrebnega, ampak a je razlika med tem, da to govoriš, pa tem, da to res narediš? Kdaj vidiš, da to tisti človek, ki ga obravnavaš, res naredi to, se pravi, da predela eno travmo? Je objektiven način, kako ti začutiš, da se to res naredi? Sej, veš, travme predelati. Jaz tudi ta beseda predelati je tako malo mogoče tudi zlorabljena ali kakorkoli. Predelati ne moreš na nek način, da bi ti predelil to. To pomeni, da kar tega ali ne bi bilo več, ali da te ne bi več bolelo, ali tako, ne. Ampak da jo tako, rečemo, udomačiš na način, da te ne prevzema tako, da ti onemogoča varne odnose. A ne? To pomeni v smislu primer pri Blažu, ko bi se mu zbudila ta jeza pa ta bes, da bi zmogel ubesediti na način, recimo tudi če jeza nanjo, vse jeza je čisto okej, na način, da ne bi razvrednotil, da ne bi ponižil, da ne bi glas dvigoval, vedno znova jo ustrahoval tudi na nek način. To pomeni, da si jo to travmo nekako tako udomačil, da travma ne poganja tebe, ampak ti zmoreš razumeti, kaj ti občutki v tebi povzročajo. Ja, tako, kot si rekel, nekateri zmorejo to malo hitrejš pa bolj učinkovito, ali pa, ja, tako, drugi pa mogoče malo manj, ali pa celo ne. To je spet mogoče malo odvisno od tega, koliko zmoreš, čisto možgansko tudi, razumeti, biti čustveno prisoten in pač se soočati s tem. A imate s publiko kakšno refleksijo, kakšno vprašanje? Kar? Če me boste slišali. Jaz sem roko dvigala, da nista več skupaj. Dvigala sem jo pa zato, ker v filmu niti enkrat nisem začutila neke samorefleksije strani Blaža, ker sem jih doživljala in videla kot knjižni primer soodvisniškega para, v katerem ona kupuje ljubezen in se giba v trikotniku drame med žrtvijo in rešiteljico. On pa ves čas igra rablja. In ona se med tema dvema vlogama premika, tako da jaz mogoče sta ta trenutek še skupaj. Ampak, če ne bo prišlo do te Blaževe refleksije, da je bolezen znotraj njega pripoveduje nekaj njemu in ne okolici, ker si lahko empatičen brez tega, da imaš levkemijo in brez tega, da kolesaraš, lahko predelaš svoje travme. In on jih pač ni. Sekunde refleksije ni tako, da jaz upam, da bo Maja nehala kupovati ljubezen in da bo odkorakala v življenje, če se ne bo stvar med njima spravila iz trikotnika drame ven. Da bo ona izstopila in verjamem, da nekoč bo izstopila in ker je v filmu rekla, ko sem ga pustila, sem rekla, hvali Jezus, da ga je pustila in je šla ven iz tega trikotnika drame. Mogoče en kontekst, ne? Film je bil sneman leta 2019, pa je bila cela korona vmes, ne? In vsaj ona dva pravita, da sta ene 3 mesece po zaključku snemanja bila sicer zelo odmaknjena in zelo narazen, da pa sta se pa spet začela zbliževati, ne? In vsaj po njunem mnenju sta zelo stabilno skupaj, ne? Se pravi, zelo v nasprotju s tem, kar smo tisti, ki smo roko dvignili za to, da sta šle narazen, ne?
Tako da mogoče Lidija še, mogoče tvoja refleksija na to, kar je gospa povedala, ker je zelo super analiza v resnici. Zelo lepo ste rekla, ja. Jaz tudi nekako mislim, no, zdaj pa tudi upam, no, tako, kot sem rekla, da sta uspela zgraditi nekaj varnega, no, iz te nevarne navezanosti v varno, no. Edino to je neka rešitev, da lahko pač, da lahko gradita naprej odnosa, ne, da ni tega ja, izogibajoče dinamike ali pa soodvisniškega odnosa, ja. Ja. Mogoče še kakšna refleksija strani publike? Lahko se. Sem lahko vprašala, na koncu ona reče, vpraša še kaj jezen, in mu pokaže na plaži, kako sedi, in reče, saj jaz sem tudi jezna. Ampak tudi tako malo resignirano reče, ampak potem se doda hkrati. V resnici sem pa v nekem svojem obdobju, ker vem, da pol bom mogla sprejeti tudi odgovornost za moje odločitve. Zato sem jaz nekako mislila, da mogoče se pa odločila na tej strani. Se pravi, jeza v nekem smislu, razumem ta del, ko si jezna, da vem, kam tebi izbruhne. Tako da ne razumem pa, kako rečeš, sem jezen, ampak sediš in gledaš v obzorje, nekako pomirjeno. Pa me zanima, kako vi to bi rekla. A bi rekla, da v resnici ona ima to občutje jeze v sebi, ali pa mogoče kako drugače bi se temu rekla, kako bi vi to povedala? Lahko, da jo je začutila malo te jeze, ampak še zagotovo zadosta, ne. Nekateri jezo zelo tlačijo noter, ne, in jo zelo potlačijo, ne. Potlačena jeza je depresija, kar se mogoče tudi na momente pokaže, ne, tudi pri njej. Ta drugi pa je pa stalno v afektu, v smislu, da stalno kot nek pokrov dvigne, ne. Jaz tako razumem, ali pa sem razumela na ta način, da mogoče malo tega začutila, zdaj pa ne vem, koliko je šlo to pol. Jeza je pa ogromno noter, po mojem, tudi pri njej. Tako kot pri njemu, samo da je to vse noter še toliko v enih obrambah, da še ni bilo čutiti kaj dosti več. No. In to se tudi prek terapije, ja, seveda, ta jeza, jo najprej moraš ven potegniti, ne. Jeza je v teh primerih, zdaj govorimo, ne, vedno vezana na ljudi iz preteklosti, ne, ki se takole odigrava. In to je že enkrat rekel, če traja več, pa ne vem, samo 10 sekund, ne, je jeza stvar ljudi iz preteklosti in ne tistega človeka tam zraven, ne, dejansko. Samo zbujati pa lahko to, ne. Tako da jeza je tako zelo eno tako zanimivo čustvo, tako kar ljudeh opažam, ko pridejo tudi v terapijo, ne. Kako včasih, ali pa dostkrat, no, še vedno dojemajo kot nekaj slabega, ali pa nekaj nezadost v redu, ali pa ne v redu, ne. In enačijo z nasiljem, no, jezo, ker ni to. Jeza ni nasilje, nasilje ni, a ne, jeza. Tudi konflikt ni nasilje in nasilje ni konflikt. Konflikt je čist nekaj drugega, nasilje je nekaj drugega. Ko si pri konfliktih, ne, vsak film ima DOP-ja, to je direktorja fotografije, in Blaž je bil menda non-stop v konfliktu z njim, ne. Iz filma vam je jasno, da mu šlo strašno na živce, kako so snemali. Strašno mu šlo na živce, da on fičko ni potegnil v tiste hribe. Strašno mu šlo na živce, da je pač kamera ves čas v obraz, da je mogel ponavljati in tako naprej, ne. Ampak, kar je pa pol spoznal, ne, in to je pa v interesu filma, ki mora imeti neko dramo, ki mora imeti nek suspens, da je pa mogoče ta konflikt z tem kamermanom, DOP-jem, ne, pa pomagal v filmu. In da je on to spoznal pravzaprav šele potem, ko je film gledal, ne. Ampak v resnici se pa med samim procesom se pa totalno ni mogel sprijazniti s tem, da ga nekdo snema, da nekdo to dela, ne. Se pravi, to so spet ozorci, tako kot si rekla, verjetno iz nekje ful zadaj, ki se mogoče sploh ne tičajo razmerja pravzaprav, ne. Zdaj, kar meni zanima iz tega ven, ker veš, oba dva sta v resnici morata predelati marsikaj,
vse tudi zase, pa zate, pa za kogarkoli v tej sobi lahko rečemo, ja, itak imamo ful stvari za predelati, noben ni prišel sam sebi čisto do konca in ni čisto pomerjen sam s sabo, ne, vedno te nekaj sprav čez, pač odvisno je, kako se to naučiš obvladovati, kako se to naučiš rekel, vzgojiti ali pa ukrotiti, ne. Ampak kako bi ti, mislim, na kakšen način recimo lahko tak par dela na sebi? Nekaj smo se že dotaknili, kako bi ti začela terapijo, ampak tako čisto iz splošnega, ne vem, a je rešitev pogovor, a je rešitev to, da ne vem, si deliš neke stvari, da, ne vem, jasno pa je, da si ne lažeš, da si ne zmišljuješ, da je drugo, tretje, vse tisto, kar je recimo kdaj tudi v filmu zelo tako, katera epidemija se začne širiti, ne, pol ta slab feeling in tako naprej, ne. Tudi ljudje, ko recimo grejo ven z tega filma, od kolegov, recimo, ko so ta film prikazovali po drugih kinih, so rekli, izrazito slaba energija je v tem filmu, ne. Ven greš tak, slabe volje pravzaprav, ne, v pismo, ne, to je res težko, ne, težko je gledati tako razmerje, ampak, a ne lahko to, a veš, na nek način v poduk, glej, lahko stvari delamo drugače, mislim, kaj lahko odnesemo od tega filma, v smislu tega, kako gradimo sami sebe, kako gradimo svoje lastne odnose z svojimi partnerji, z končni fazi, z sodelavci, z vsemi drugimi, s katerimi imamo stik, s katerimi gradimo neka razmerja. Jaz tako razmišljam, da se vsak odnos gre čez neke faze, ne? Od tega, da najprej seveda so tisti zaljubljenost največkrat, ne, pa potem tisti samo lepe, se ni vidno kakor. Potem pa tam po 1-2 letih ali pa 1 letu pa plus se pa že začnejo kazati neki vzorci, ne. Tako, ko rečejo, da nam malo mogoče maske padajo ali kakorkoli, ne. Vzorci, ki jih imamo in ki morajo priti ven. In takrat so tiste prve krize, ne, konflikti, krize, kar nekaj nam gre na živce, ne vidimo več tega partnerja tako, kot smo ga. In tam je potem tisti potencial, ali pa prvi potencial, ali pa prvi tisti mogoče ključen, rečemo ključno obdobje, da se začnemo ukvarjati s sabo, ne. Sabo v odnosu, ker še vedno je tako, da vsem najlažje, ne, čeprav je težko, ampak najlažje delamo na sebi v odnosu, ne, ker imamo ogledala, ne, skozi. In partner nam bo itak točno to vam potegnil, ker imamo nepredelanega, ne, točno to. In potem pa ja, potem je pa čas, da o tem govoriš, ne, da se toliko razkriješ, da spustiš pot tudi nekemu sramu, recimo, ne, ali pa strahovom, da poveš stvari, ki jih mogoče ne bi kar nekomu povedal. Ne? Da tudi si upaš priznati, česa te je recimo v odnosu straha, ne? Ali da te je strah, da boš sam ostal, da bo partner šel, da te bo zapustil, ali pa se delaš tako samozadostenega, pa tega ne pokažeš, ne? Pa si samo jezen takrat, kadar pride tak moment, recimo, ko partner reče, zdaj pa jaz grem, ne vem, s kolegi nekam, ali kakorkoli to pač zmišljeno, in takrat se ti prebudi ta občutek in potem si jezen ali pa napadeš, ignoriraš, se umakneš, namesto da bi rekel, mene pa strah, da kadar rečeš kaj tacga, me je pa strah, ne, da boš, ne vem, mogoče koga drugega spoznal, da ne boš zapustil, a ne, to pa ta ranljivost, ne. Da si dovoliš to tudi zase, da si dovoliš o teh strahovih govoriti, da se samo razkrivaš, a ne, o teh stvarih, ker ni lahko, da si dajeta odziv en na drugega, ne. To se pravi, ti nekaj poveš in seveda ni dosti, da ti samo poveš, za odnos zdaj govorim, ni dosti, da samo poveš eno ranljivo stvar, ampak pričakuješ seveda tudi nazaj, da boš dobil odziv na to. In ta partner nasprot tebe mora biti sposoben nek odziv ti dati nazaj. In potem spet ti daš odziv nazaj. In to je ta stik, ne. To se pravi, da se zavestno trudiš ali pa zavedaš, kako je to pomemben,
in da se odločiš, ne, tako vsak dan se odločam za to, da bom v stiku. To so trenutki stika, to ni zdaj cel dan smo mi v stiku, vse vemo, da ne moramo biti. Ne. Ampak da se zavedaš tudi, kdaj dejansko si v stiku, kdaj smo mi dva v stiku. A ne. Da to je dober občutek, tak lep občutek je, ker pa ne traja prav dolgo, hitro se to, vse tako je normalno, tako, a ne. In potem spet prideš v stik, a ne. Govoriti o primarnih odnosih, to se mi zdi zelo pomembno, ali pa ena najpomembnejših stvari, a ne. Da se vračaš nazaj, da govoriš o tem, kaj se ti je dogajalo, kje si bil prezrt in tako. In da se zavedaš, kako to vpliva na tebe, tudi v sedanjosti, ne. Ker zelo hitro projiciramo pol stvari, tako smo pač naravnani, ne. Tako je tak naravni ritem je, ne. Ja, no in potem seveda, čez leta gradiš čez dalje več teh trenutkov povezanosti, zaveza, a ne, je bolj pomembna, da se ti zavežeš za tega človeka, samo za tega, ne, odločitev. Ja, tega je mogoče v filmu manjkalo, te recipročnosti, bom rekel, ne. Bom grdo rekel ping-ponga med njima, ne. V resnici vsak je zase, ne. Se je zaprl in tam po svoje jeze predelal, ne, se pravi, daš svoje in imajo svoje. Za zaključek mogoče samo še vprašanje, ali bi ti ta film priporočala recimo v čist terapevtski namen, da si ga pogleda nekdo, s katerim delaš, da bi ga dala kot primer, veš, in kako bi ga pospremila pravzaprav, evo, sem videla en film, daj pejte si ga pogledat, ker govori o tem pa tem, na tak pa tak način, koliko koristen ti je v resnici kot terapevtki. To sem prav zelo veliko razmišljala o tem in sem to prvo, kar mi je padalo na pamet, rekla, to bo pa dobro za moje študente, ne, na SPU predavam tudi, sem rekla, evo, to bo pa krasna dinamika, da bojo videli, kako res se odigravajo te stvari, no, med dvema, ki sta zelo izogibajoče navezana, a ne. Drugač pa, ja, bi priporočila s tem, da bi mogoče potem na srce položila tudi to, da se morajo zelo veliko o tem pogovarjati, a ne, po filmu. Ne, da tako ostanemo malo tisto, mogoče malo tako nasuhamo, a ne. Da je nekje pol možnost, da malo te stvari, tako, kot se mi zdaj pogovarjamo, ne, malo te stvari izgovoriš, pa malo svoje občutke poveš, pa kaj ti je ostalo, pa kaj je mogoče v tebi zbudili tudi, ne. Tako da, ja, bi seveda, ja. Evo, jaz sem prepričan, da se... Jaz bi še nekaj povedala o tem, tisti večer, ko je rekel, da gre dol, da ne se mu zgodi karkoli. Tam se jaz malo ustrašila, ne, da bo res se kakšna nesreča zgodila. Ampak ja, ko razmišljaš, pač imaš osebo, ko ima eno hibo, ne, da mu že na začetku poveš, jaz ti zaupam, verjamem, zmoraš, samo prosim, ne delaj mi ekstremov. Se pravi, ko bo večer, uživava skupaj, uživava v trenutkih. Ne? Ker lahko takrat počivava. Ko je dan, ko je vreme, uživaj, ker si zmožen in ti zaupam. In film ima zelo veliko teh odvodov, ne? Ker posneti v čudovitem okolju, kadri narave so prečudoviti, tudi kolesarjenje samo je posneto res izvrstno, mislim, to je Giro style snemanja, mislim, res vidiš, kako kolesar, kako Švica, kako se trud. Portret je narejen zelo fajn, v tem obrtniškem, režijskem smislu, ne. Koliko je pa do konca analiza razmerja prišla, ja, to pa itak, jaz mislim, da Maji kot avtorici filmov, kot režiserki, itak da ona tega ne more narediti. To naredimo mi zdaj v debatah, pa potem jutri, ker bo mogoče film še malo odzvanjal. Jaz vem, da tako lepo filmu je ful težko debatirati v filmu, zato so mogoče z Lidijo prevzeli to nalogo na nek način, ampak pol, ko ta film ostane s tabo, ja, pol čez dan, dva, pa vidiš, kaj je zares tisto, kar si odnesel od tega tazga, recimo malo zahtevnega filma. Tako da absolutno priporočam, da se ga spomnite, pa mogoče
pogovorite v njem, pa rečete kakšno besedo čez par dni, ko se bo usedel, no, v tem smislu. To sem, ravno sva se z Majo o tem pogovarjala, ko sva po telefonu govorila, ko sem mi prav rekla, da bolj ko razmišljam, še mi stvari tako, nekako se mi odzvanjajo, še nove stvari prihajajo, še več razmišljaš, lahko rekla, to so pa sanje vsakega režiserja. V tem smislu, da imamo v filmu dosti zapovedati, pa da se ga bom spomnil, pa da naredi tako vtis, da ostane s tabo, to pomeni, da je film uspešen. In jaz mislim, da s tem se lahko jaz Lidiji in vam za pozornost in potrpežljivost lepo zahvalim. Hvala ljudje, ki si bila z nami. In upam, da res film najde pot do tvojih študentov oziroma da ga priporočiš ta pravim ljudem. Hvala, zagotovo. Hvala, vam pa želim en lep večer. Film nima happy enda. Nima pa happy enda. Ja. Evo, ne s tem zaključimo. Film nima happy enda. Lepo roč.